Janja, dober dan. Smo zelo veseli, da te imamo tukaj. Zdaj imamo pa še par vprašanj za tebe. Kje in kako si odraščala? Živjo. Ja, jaz sem odraščala na podeželju in sicer na naši domači kmetiji, ki je bila včasih ranč za ježo konj. Tako da sem v bistvu bila tak mal divji otrok, skozi v naravi, sploh nisem vedela, kako poteka življenje izven nekega naravnega ekosistema in moram reči, da mi je bil kar velik šok, ko sem prišla v mesto prvič, tako konkretno. Ker sem živela med gozdom in travniki in rastlincami. Kdaj so te začele zanimati rastline? Pač ne bi rekla, da so me, zanimati. Tako sem bila obkrožena z njimi, in pol pač kar naenkrat začneš vzpostavljati nek odnos z njimi. Mogoče moj prvi spomin je tak, da sem, v otroštvu mi je babica kazala meliso in pa sem pač to meliso mečkala med prsti in si delala parfume z njo, ker pač ima ful lepo eteriko. In kot otroci smo pač hodili, vzameš meliso, si jo zmečkaš in pa se namaže z njo in imaš taka, ti self-care ritualček. Pa ful sem rada nabirala rožice, pa jih zmečkala, pa delala take, napoje ven iz njih. Pa pač to preraslo v nabiranje za čaje in priprava kadil in zdaj delam hidrolate, kremice. Kateri je tvoj najljubši zvarek? Jaz moram reči, da po moje smrekovo mazilo, ki sem ga 3 leta nazaj prvič naredila in je tak najbolj vsestranska stvar na svetu. Pač gre se za to, da je v bistvu smrekova smola v kremico spremenjena in je tak neverjetno zdravilna zadeva. Pač pozdraviti na koži vse, kar je možno, antiseptična, antiglivična in pač najboljša stvar je to, da pač jo lahko uporabljaš in za kremice in za izdelavo čigumija. Začela sem s čigumije, delala sem čigumije iz smrekove smole, kremice pa kadila. Tako da pač meni je to res vrhunsko. Ali si vedela, da je bila Kunigunda grajska spletična, ki se naj bi tudi spoznala na rože? Ja, sem vedela in ko ste me povabili na tale festival, sem bila tako, to je to. That's it. Ja. Ali si se pri delu z otroki naučila kaj novega? Zdajle, ko sem imela skupino otrok, nasplošno. Nasplošno. Se mi zdi, ko delaš z otroki, se naučiš vsak dan nekaj novega. Sploh tega, da jih mogoče probaš razumeti in videti kot to, kar so oni. In se mi zdi, da se pač, ko delaš z njim, dejansko učiš v človeku, o tem pač, kdo je in kak je njegov karakter. In nek spirit se začuti. No? Kaj pomeni vaš slogan "Vsi smo otroci narave"? To smo šli zdaj v to smer. Jaz sem v bistvu v zadnjem letu se odločila odpreti mojo kmetijo kot izobraževalno kmetijo z namenom, da odprem prostor za otroke, predvsem otroke, ampak pač res verjamemo v to, da smo vsi otroci narave, torej vsi smo del narave in se mi zdi, da se v zadnjem obdobju ustvarila neka mentaliteta, da smo ljudje nekaj ločenega, oziroma ne v zadnjem obdobju, v zadnjih 100 letih od industrijske revolucije pač nasplošno naprej se je začelo ful ločevati človeka pa naravo, ampak v resnici, ko pridemo do tega, kaj nam zdaj v neki sodobni družbi manjka, je ta povezava. In se mi zdi, da se spomnimo, da smo mi tudi del narave in da nismo nekaj ločenega in da tudi mi smo del ekosistema in da ko mi delujemo v sožitju z naravo, ne pride do neprekinjenega kroga, ampak pač dejansko stvari funkcionirajo tako, da roka roko umije. Ne pa pač vzamem, kolikor lahko in pustim pač naravo. Ni to naš način. Tako da si želim izobraževati v to smer in otroke in starejše generacije in dejansko na kmetiji ustvari tako okolje, da pokaže točno to. Ali na kmetijo tudi prihajajo kakšne vrtčevske skupine? V bistvu začenjam zdaj vedno bolj odpirati naš prostor
tudi za predšolske otroke, ker si želim v prihodnosti imeti in prostor za predšolske otroke, zato da pač doživijo tisto, ko imamo veliko živalc, kokoške, konje, ovce, koze. In se mi zdi tak stik z tem, zelo terapevtski za otroka, sploh v začetku, ko pač je res, mislim, ni tako lahko pač iti stran od družine in v neko okolje, ki je pač ponavadi zaprta učilnica. In zato imam pač odprt prostor in polno nekih zajčkov, kozic, ovčk in se mi zdi, da to otrokom da nek tak občutek domačnosti in varnosti. Tako da ja. Ali se res za vsako bolezen najde rožica? Jaz bi rekla, da ja. Ali mogoče veš, katera roža deluje antidepresivno? Imam jo tukaj, tamle na sredini gor, oziroma imam tule njeno olje. Tole je šentjanževka, šentjanževo olje. Olje sicer ni za uživanje, ampak specifično rožica je v velikih večini se celo uporablja izvleček iz šentjanževke za antidepresivne tablete. S tem, da zelo ni priporočljivo, da bi ti zdaj, medtem ko imaš že neke tablete, se zdravo še šentjanževko, ker pogosto lahko izniči učinke tablet. Tako da recimo pri nekih manjših stopnjah ali pa pač pri nekih melanholičnih, težkih občutkih je pač čajček iz šentjanževke lahko tisto, ko te malo dvigne in ti da tisti boost mindseta. Definitivno pa najbolj antidepresivno pač deluje to, da spremeniš okolje. Ker v resnici pač ni, mislim, mi zdravimo vedno sam pač simptom, depresija je simptom tega, da ti nekaj v koru ne ustreza, v lifestylu, v načinu pač bivanja, okolje in pač lahko je to neka pomoč, podpora, birgla, zato da spet shodiš in je lahko, pač imam mešanice, res rečem temu antidepresivni čaj, da zmešam malo šentjanževke, vrtnice, se kar najde, veliko takih hmelj, recimo. Deluje tudi pomirjujoče pred spanjem, s tem, da pač večina hmelja je špricanga, tako da moraš kar najti tistega divjega, ga imam tamle gorje, divji hmelj. In te so pač, ti kar dvignejo mood, sam bi pa rekla, da vedno moraš pogledati v izvor. Sem probala čaj in ga res moram pohvaliti, ful je dober. Me pa zanima, iz česa si naredila ta čaj? Zdaj, glavna sestavina danes sem se odločila, da bo sveta bazilika. Imam 3 sorte, 3 različne veje svete bazilike. To je v bistvu tulsi in je v hindujski kulturi ena izmed najbolj svetih rastlin. Njena, kako bi rekla, čarobna moč je v tem, da prevzame esenco vseh rastlin. Torej je tako neka vrhovna povezovalna esenca vseh rastlin in je res višek svetosti, tako bi temu rekla. Od rastlin, zraven sem dodala azteško sladilo, da je čaj pač naravno sladek, ker ima tak sladek žmoh. Pa imamo še koprivo, zaradi tega, ker ti da moč, tako sem naredila bolj jutranji čaj. Sem dala še limonsko travo, kot tudi poživlja, origano pa dobro misel, to sta v bistvu taka sorodnika. Origano je pač poznamo, dobra misel je pa slovenska verzija tega in raste po naših gozdovih, tako da imam domačega. Pa dala sem še noter čist malo kamilice, ker so glih bili otroci zraven in so bili tako, dajmo še kamilico, malo mete pa malo melise. Tako da je tak, ja.